En prav lep pozdrav. Danes bomo imeli eno majčkeno širšo temo, to je slabokrvnost, anemija. In sicer iz dveh razlogov. En razlog je, ker ste se vi obrnili na mene, drug razlog pa je, ker sem si jaz naredila štalo zadnji 2 leti. In sicer, kaj sem naredila? Narobe sem naredila to, da nisem se dovolj dobro prehranjevala, tako kot vem, da je prav. In vse je bilo na hitro, premalo pač stvari in še ena težava, v bistvu malo sem varčevala zato, da sem vlagala za pokojnino in te stvari, in to se ni obneslo, ker pa niso v bistvu. Hrana ni toliko poceni, če hočeš, da je dobra. Sploh danes. Danes je zelo velik problem, hrana se slabša iz leta v leto in če kupuješ, nimam več v bistvu, zdaj že na 3 do 4 leta nisem več samooskrbna, nimam več svoje hrane in se to močno pozna. Močno se pozna. In bistvena razlika je med tem, hrano, ki jo jaz pridelam, ali nekdo, ki v bistvu hrano pridela na klasičen način, z oranjem, s kopanjem, z živalskim gnojem, tako, ali pa jaz, ki jo delam sonaravno. Sploh je razlika v bistvu pri hrani, ki je pridelana, zdaj govorim o rastlinski hrani, pri hrani, ki je pridelana v zelo sterilnih okoljih, ki so ločena od same narave. Se pravi, to so razni rastlinjaki veliki in to. Sicer je ta hrana tako, ko bi rekla, ko jo izmeriš, je lahko bistveno boljša od hrane, ki jo dobiš pri kmetu, zaradi določenih stvari, ki jih kmetje uporabljajo, pa tam jih ne, in pa tudi zaščitena je pred umazanijo iz zraka, recimo, ne. Zdaj, jaz sem več kot 15 let te stvari preučujem, zdaj jaz bi želela samo eno stvar, in sicer želela bi vam povedati, ko je taka težava, kako jaz to rešujem, ne zato, da bi vi to tako isto delali, sploh ne, ker to, kar bom povedala, ni nikakršen nasvet, ne prehranski, ne zdravstveni. Vedno se posvetujte s svojim farmacevtom in pa zdravnikom, preden greste v zadeve, ker je še ena stvar, na katero je treba biti zelo, zelo previden. In tukaj je v bistvu, ko uporabljaš rastline, ko ješ rastline. Zdaj, pri živalski hrani je tudi velik problem, v bistvu sama pridelava te hrane in pa tudi problem hrane živalskega izvora je to, da ni topna v vodi, da ni prebavljiva, da gnije v telesu in človek v bistvu glede na zobovje ni prilagojen na to hrano. Glede na zobovje smo mi bolj prilagojeni na oreščke in take stvari, ampak niso dovolj, dejansko niso dovolj. V bistvu jaz še vedno raziskujem, še vedno iščem na podlagi svojih rezultatov in pa rezultatov ljudi, s katerimi sodelujemo, iščem še vedno v bistvu idealno možno prehrano, ki pa se spreminja, ni vedno ista. Zakaj? Zato, ker se celice spreminjajo, ker se naše obnašanje spreminja, ker se hormoni spreminjajo, ker vse se spreminja. Enkrat vneseš takšno hrano v sebe, drugič v bistvu, ne vem, kupiš v drugi trgovini ali pa od kmeta ali pa svojo, pa je spet drugo, čist druga reakcija. Tukaj so tudi problematične kombinacije in ne samo kombinacije hrane med seboj, ampak tudi kombinacije, recimo, če uživate zdravila. To je lahko zelo nevarno, če kombinirate z določenimi hranili iz hrane. Zdaj, jaz bi položila na srce tako zdravstvenim delavcem kot laikom, da je Hipokrat bil za mene eden najboljših zdravnikov vseh časov. On je bil za mene pravi zdravnik zaradi tega, ker on je rekel, da je
živilo je zdravilo, hrana je zdravilo in hrana naj bo vaše zdravilo in zdravilo naj bo vaša hrana. On je vse delal na podlagi hrane, vse. In moje izkušnje osebne so, da vse izhaja iz prehrane, 100%, vsaj 99%, tudi naše obnašanje, v bistvu počutje, obnašanje, hormoni, vse, v bistvu čustva. Zdaj, jaz sem šla po 2 letih na preventivni pregled, to grem vsako leto, lani nisem šla zaradi čudnih razmer, ki smo jih imeli v državi. Letos pa sem uspela iti, ker ni nekih večjih omejitev, razen to, da moraš imeti masko, to ni problem, sem šla pač z masko noter. V glavnem, škoda je, da nimam lastnega laboratorija, lastnega mikroskopa, ker mi bi znali to, pač naša druščina, ki se s tem ukvarja, mi bi znali to dobro pogledati in testirati se ves čas, ne. Če se najde med vami kdo, ki je pripravljen sodelovati in pomagati pri temu, da bi imeli lasten raziskovalni laboratorij, se izjemno priporočam, da me kontaktirate čim prej. Zakaj je to super? Zaradi tega, ker bi potem lahko non-stop kontrolirali lastno kri in takoj ugotoviš, da je nekaj narobe, a ne. Ena oseba je toliko disciplinirana, da ugotovi brez raziskav, kaj je narobe in potem to popravlja, jaz pa ne čutim stvari. Zakaj? Zaradi tega, ker imam že kar dolgo časa, sem imela težave z anemijo, ki sem jo odpravila pred 10 leti, zdaj se pa zopet pojavlja, a ne. Zdaj, seveda je moja nova zdravnica zagnala preplah, in imam nizko železo, pa vse, kar je s krvjo povezano, oziroma rdečimi krvničkami in tem imam premalo. In pa B12, ne, ker jaz sem prosila, da mi pogledajo urin, pa B12 pa ščitnico, ker sem imela že od otroških let ščitnico tudi velike težave. Zdaj ščitnica deluje odlično, o tej temi bom tudi povedala, kako sem to rešila, za B12 bom tudi govorila posebej. Ta trenutek bi pa govorila rada o krvi, o anemiji. Zdaj, jaz sem zavrnila v bistvu infuzije železa in pa B12. Zakaj? Zdaj povem svoj razlog. Ne svetujem, da vi to naredite, nikakor ne, vi se odločite sami. Sem tudi podpisala pri zdravnici, da sem to naredila samovoljno in da odgovarjam jaz za to moje dejanje. Seveda, jaz se tega absolutno zavedam, zdravnica ni odgovorna, kaj jaz jem, kako jaz živim, in za moje telo ni odgovorna, nikakor ne. Ona je pač odgovorna za to, da postavi diagnozo, ker je patolog in ona jo je pravilno postavila, pravilno je vse videla, razložila mi je vse in hvala bogu, kapo dol, res medicina je zelo razvita. Po mojem mišljenju pa nima celostnega pristopa, holističnega pristopa, ki bi ga jaz pričakovala od prave medicine, kot je bil Hipokrat, recimo, a ne. Zdaj, holističen pristop pomeni, da bi moral biti zdravnik tudi biolog, da bi moral poznati tudi, da bi moral biti absolutno izurjen prehranski svetovalec, ampak ne tako, kot danes so prehranski svetovalci, ko svetujejo za znižanje pritiska krvi, vino, bog pomagaj, tako da ali pa da ima prehranski svetovalec preko 100 kilogramov. Temu se izognite, a ne. To pomeni, da mu ne deluje, da mu prehrana absolutno ne deluje. Zdaj, jaz bi šla, jaz sem si pač zapisala sem si stvari. Zdaj, zadnje čase se s to anemijo ukvarjam, recimo zdaj z enim otrokom in pa z enim starejšim gospodom in sama sabo in pa z enim gospodom srednjih let. In
Anemijo absolutno bom odpravila, sem tudi zdravnici povedala, na kakšen način, in bom povedala tudi vam, na kakšen način, in bomo spremljali, a ne. In bomo spremljali. Jaz tulele imam izvide, sicer nima smisla, da vam berem, v glavnem niso dobri, izvidi niso, je pa zanimivo to, da imam odlično pač ščitnico, folno kislino, pa še ene par stvari je odličnih, kar je prvi znak, da jaz imam neke posebne vrste anemijo, da ni to neka klasična anemija, ker potem ne bi imela niti dobre folne kisline in takrat bi bila infuzija za mene po mojem kar nujna, a ne. Tako pa mislim, da ni. To je moje mišljenje, to je moja odločitev in bom povedala tudi, zakaj tako mislim. In sicer 10 let nazaj, ko je medicina rekla, zdaj pa mi ti ne moremo več pomagati, 4 leta so me zdravili s temi infuzijami in pa tableti in ne vem, morala bi vprašati zdravnico, s čim so mi to oddelali. Zdaj sem dobila sicer zdaj pojasnilo na hematološki kliniki, da je medicina bistveno napredovala in da zdaj kao pomagajo te njihove infuzije. Ampak je en velik problem. Te infuzije ne dobim odgovora, iz česa so narejene. Ne dobim od Ministrstva za zdravstvo in od zdravnikov, iz kaj je noter, a ne. In jaz slutim, da so noter živalske stvari. Predvsem B12 bi lahko bilo živalsko ali človeško truplo in pa pri železu tudi po vsej verjetnosti gre za kakšne živalske stvari, a ne. Zdaj jaz tega ne uživam, meni to naredi zelo velike alergije, težave, prebavne motnje in pa bolezni. In iz tega ne smem uživati, nikakor ne, a ne. In tudi ne smem spustiti tega mimo svojega prebavnega trakta, ker moje telo takoj silovito, izjemno reagira na nekaj, kar mu ne ustreza. Samo reagira. Ve, kaj točno mu ne paše, in reagira pa tako, da ali imam drisko in ali zelo veliko uriniram ali pa zbruham zadevo. In je mir potem, a ne. Nekaj časa potem ne jem, pijem mogoče malo sojenega mleka ali pa vode in se vse skupaj, ko se umiri, potem začnem naprej s prehrano, a ne. Zdaj cepiva in pa te infuzije pa preskočijo. Ta moj obrambni mehanizem, ki je zelo dobro izurjen, odlično je izurjen, čeprav se ne strinjajo zdravniki s tem, ampak je in reagira in mi pove točno, kako in kaj, a ne. Zdaj, moram reči, da medicino izjemno spoštujem, je napredovala in farmacija tudi, vendar se ne strinjam z vsem, z čisto vsemi stvarmi, ker imam drugačne izkušnje. In to so moje lastne izkušnje, ki jih zapisujem, skozi jih zapisujem, pa ne samo svoje, tudi izkušnje drugih, a ne. In pa to so lastne raziskave, poudarjam, da so lastne. Zdaj vi bi šli kar, da ne bo video predolg, danes bom samo o anemiji govorila, kako jo bom odpravila, in čez 3 tedne bi mogli biti že dosti dobro. Čez pol leta bi moralo železo biti okej. In pa potem bo trajalo verjetno še kakšno leto, da bom dobila zaloge železa, ker telo ne shranjuje tega in je treba kar sproti vnašati. Bom povedala, kaj počnem, kaj delam in pač malo tudi know-howa oziroma razumevanja, ki ga jaz imam. Zdaj bom kar sharala screen, zaradi tega, ker sem share screen, zato ker takole, ker sem kar zapisala stvari, pač malo veliko je tole za na pamet za govoriti, zato da ne bi kaj izpustila. In tole bo video, kjer imate res tak know-how in kjer boste videli, tole je na podlagi sicer izvida od ene druge osebe, ki imava mičkeno stvari
nasprotne, ker zdaj mojega izvida še nisem do konca predelala in pa še čakam, v bistvu, ker sem dodatno prosila za D-vitamin, pa še neke stvari na hematološki kliniki so rekli, da mi bojo zmerali, tako da čakam te izvide in bom potem vse skupaj, a ne. Vas bom pa obveščala potem periodično, kakšni so moji izvidi in kaj sem vmes delala in kakšni so rezultati. Tako da boste vi lahko v živo spremljali tole mojo zadevo, kako se dogaja, ne. Mogoče najprej, po čem sem slutila, da nekaj ni v redu v zadnje čase, v bistvu sem imela tako po celem telesu, predvsem po obrazu, sem imela neke mravljinčke. In to pomeni, da kisika ni bilo v mojih celicah in to je zelo jasen znak, da je nekaj narobe z B12, a ne. Zdaj B12 ni vitamin, tako kot vsi trdijo, ampak je bakterija. Oziroma pač nek sklop, skupek bakterij, to je kup nekih bakterij, ki med seboj usklajeno bi morale delovati v debelem in tankem črevesu in začne se že v želodcu. In če to ne deluje dobro, potem pride do pomanjkanja, a ne. Druga stvar je bila utrujenost tudi, ki je bila malo večja kot običajno, in drugače jaz sem zelo rožnata, v redu, koža ni problematična, tako da sem vedela, da jaz te stvari imam dovolj v telesu, se pravi in železa in ali pa tudi ne, no, ampak za B12 sem pa sigurna, da ga imam zadosti, samo ne gre v celice. Ne gre v celice, ne gre v kri. Zdaj, zakaj ne, sem že ugotovila 10 let nazaj, da je pri meni v bistvu največji problem trebušna slinavka in pa prevelik vnos sladkorjev v moje telo. To sem zdaj zmanjšala, absolutno, in pa bom kar po vrsti šla, da ne pomešamo zadeve. Zdaj, jaz sicer folne kisline imam, tisti, ki pa imate pomanjkanje, recimo folne kisline, pa imate lahko bistveno večji problem kakor jaz in potem tako vidiš na hematološki kliniki ljudi, ki težko dihajo, imajo težave s pljuči in pa so rumene barve kot Kitajci, ki so originalno rumeni, ampak bel človek ne bi smel biti take barve, ker to pomeni, da so večje težave z jetri in pa seveda B12 in druge zadeve. Premalo železa, to imam tudi jaz težave ta trenutek. Tole, da obroki niso bili dovolj veliki, to velja za veliko ljudi in tudi za mene, a ne, pač nisem zelo veliko jedla, ker nisem niti ješča prav preveč. S kalcijem imam težave, imam premalo in vendar ga, zdaj, če ga vi pridobivate iz živalskega mleka in pa iz jajc, je to lahko eden od problemov, zakaj je problem z železom v krvi. Da to povzroča slabokrvnost. Zato v bistvu jaz osebno tega že 15-20 let ne uživam in se je moja krvna slika bistveno poboljšala. Je pa res, da recimo, če gledam krvno sliko takrat 10 let nazaj, ko so me odpisali, je bistveno boljša, kot je bila takrat, definitivno. Je slaba, ni pa katastrofalna, tako kot je bila takrat, a ne. Zdaj, odsvetujem vam mikrovalovno pečico. Mikrovalovna pečica je taka, da uniči s svojimi procesi, ona na nek način drgne hrano med seboj, uniči železo v vseh jedeh, a ne. Če grejete ali pa pečete stvari v mikrovalovni pečici, taka hrana ne bo imela nobenega železa. Tako da je to vam odsvetujem. Zdaj, purine, recimo, če hočete iti malo več, potem jejte šparglje. Šparglji so fajn hrana, ni treba tega veliko, ampak pač občasno, a ne. Zdaj pa mononukleoza
Tega jaz nimam, je pa ena deklica, v bistvu, se pravi otrok. Zdaj imam pač težave, s tem se ukvarjam in je pa zelo podobna stvar, a ne. Zdaj, če imate s tem težave, potem pomeni, da je jedro vaših celic spremenjeno, ne, da se pač, a so večje, a so premajhne, da se, zdaj tudi obnašanje in celic in vas samih je drugačno, kot bi moglo biti naravno. In to pride od hrane, od pač nepravilne prehrane in pa od pritiskov psihičnih, iz, samega okolja. Pač to boste videli sami, a ne, pač, kaj imate, a ne. Zdaj, pri tej bolezni je problem, ker to je problem teh žlez, in, medicina to rešuje tako, da reže, punktira in moje osebno mišljenje je, pazite, to ni nikakršen nasvet, da to ni prava pot in da zato, ker sem se ukvarjala z eno gospo, ki je to imela, in, na koncu v bistvu pač, ko so neko železo odstranili, je to šlo na drugo žlezo in pol na naslednjo, dokler ji ni želez v telesu zmanjkalo. In potem so se razvili raki različni in tumorji in, tudi to se je dalo rešiti pri tej gospe, v bistvu, se je držala, navodil in, je zadevo razrešila, a ne, pač in da se, je sicer tudi res skrajna bolezen, skrajne težave so to, ampak, zdaj gospa ni imela kaj izgubiti, ker je medicina tudi odpisala in v glavnem je potem, prišla do tega, da se je izboljšalo zdravje, a ne. Monociti, recimo, zdaj tega, če je monocitov premalo ali pa preveč, a ne, zdaj, če jih je preveč, to pomeni, da je nekaj narobe, če jih je premalo, pa je spet nekaj narobe, a ne, nastajajo v bistvu v kostnem mozgu. In je v glavnem, povzročajo lahko razne nalezljive bolezni, tuberkulozo, a ne, vnetja črevesne sluznice in tako naprej. Tudi, srčno popuščanje in pa kaj se zgodi tudi v bistvu, če antibiotike uživate, je lahko to zelo velik problem. To smo imeli primer pri enem gospodu, ki so mu antibiotiki naredili res zelo, zelo, zelo velik problem, a ne. Takoj, ko je to nehal jemati, se je krvna slika izboljšala, ampak res takoj. Seveda v sodelovanju z zdravnikom, to ne morete sami, mislim, odločite se sami, seveda, ampak, dajte se posvetovati z zdravnikom, to vam res na srce polagam. Jaz se posvetujem z zdravnico, ampak potem se seveda odločim sama, kaj bom pa kaj ne bom. Imam pa ogromno znanja in to znanje pač me rešuje. Zdaj, če nimate znanja, če nekaj samo na internetu preberete, kar nekaj, a ne, pač nekaj, kar se ponavlja, pa od drugega prepisuje, to je lahko zelo nevarno za zdravje, opozarjam, to je lahko zelo nevarno. Vsaka prehrana lahko zelo nevarna, tudi, rastlinska. Treba je imeti res pravo znanje, a ne. Zdaj rešitev, je vnašanje manj sladkorja oziroma, če se da, to je pri meni recimo, zelo pomembno, da ne jem, recimo zelo sladkega sadja. Zdaj, kar se sadja tiče, jem samo ananas, banano, pa gozdne sadeže, drugega ne. Ja, papajo, drugega pa ne, a ne. Potem alkohol je lahko zelo velik problem in pa povečati je treba omega-3 maščobe, ki pač vplivajo na to, da je srce boljše dela, možgani, to pa dobite z lanom, orehi, čija semena recimo, ne, lahko dobite. Kreatinin,
če tega imam recimo jaz malo premalo, je zelo pomemben za funkcijo ledvice, ne, pač ta pa za mišice, pač zelo nastaja takrat, ko jemo, ko se presnavlja hrana, in zdaj, če ga je preveč v krvi, potem lahko voda zastane v telesu. To pomeni, da je človek tak debel, zelo zabuhal, a ne. Zdaj, jaz sem to imela 10 let nazaj. In sem imela kar probleme z jetri in pa ledvicami in mišicami, dehidracije, tudi krči so se mi pojavljali po celem telesu. In to so se mi zdaj tudi, krči so se mi pojavili, pa tudi nekaj vrtoglavice, predvsem kisika ni bilo zadosti v mojem telesu. Je rešitev, da več telovadbe, več gibanja zunaj na soncu, pa dela fizičnega, to je rešitev, recimo, ne. Tudi fajn je sojo uživati. Zdaj, jaz imam kar težave s sojo drugače, razen ta od Leclerca sojino mleko, ke sem enemu od prejšnjih videov sem vam ga predstavila. To je ta soja Bio Village Natur mleko od Leclerca. To je njihova blagovna znamka, ne, in ta medin res naredi tako dobro v telesu. Tole bomo preskočili, ker je tole se v bistvu, če bi se obrnili recimo na mene, pa bi takole dobili lahko glede na vaš izvid pojasnila. To preskočimo zaradi tega, ker tole ta trenutek ne bomo obravnavali. Zdaj, tukajle sem jaz, tole sem vam hotela, recimo tole reč zdajle uporabljam, a ne, to je za mene infuzija, ki jo potrebujem ta trenutek zelo nujno, ker je železo prenizko, pa B12. In sicer tale zadeva se meni, ta Ezenblut, mislim, da se reče, se mi kar obnese, sicer meni ni všeč, da je noter med. Med je živalskega izvora, vendar naredim izjemo, ker je stvar učinkovita. Izjemno je učinkovita. Tisti, ki ste zelo slabokrvni, poskusite tole reč in boste videli, a vam bo v redu ali ne. Držite se navodil, ke so gor na tem, tako da je pa samo iz naravnih sestavin, razen recimo meni med ni v redu. Če ne bi bilo meda tukaj, bi bilo dosti boljše, a ne. Zdaj za železo. Kako si železo povečati v krvi? Zdaj, tega morate pojesti kar veliko, in sicer temnolistnate zelenjave, to so kopriva, regrat, špinača, blitva, potem so alge, rdeč radič, pa pesa, pa tofu, pa žitarice, ki so polnozrnate, recimo kvinoja, ovs, kosmiči, ječmen, riž, bulgur, ajda, proso, potem so stročnice, ki to vsebujejo, fižol, grah, čičerika, leča, soja, oreščki, pistacija, recimo pistacija za mene, tisto orešček, ki je tudi za druge stvari best of the best, in to se vidi po mojem krvnem izvidu, a ne. Pa če povežem pomanjkanje stvari v krvi in z urinom in s temi zadevami in potem hrano, kaj moram uživati. Vendar ni samo, zdaj ni samo katero hrano, da samo mečeš v sebe, tudi je težava kombinacija hrane in pa ali jesti kuhano ali surovo. To bom pač malo kasneje povedala na koncu. Potem peteršilj, recimo koleraba, črna redkev, blitva, borovnice, a ne. Vse to vsebuje železo in je dobro jesti te stvari, če imate težave z železom. Pojdite pa na preiskave. Ne kar ugibati, kaj je narobe, ampak pojdite na preiskave, posvetujte se z zdravnikom, pa boste videli potem naprej, kako ukrepati. Zdaj, če hočete, da se železo absorbira, ne. Zdaj, kaj je narobe z železom, recimo, ki so v tabletah? Pa narobe je to, da se ne absorbirajo v kri in v celice.
ne absorbirajo se zaradi tega, ker večinoma nimajo zraven C-vitamina, nekateri tudi celo imajo, ampak so to izvlečki. Zdaj, če vi jeste rastline, ki sem jih naštela, te rastline so kompleksne, celostne in to pomeni, da nimajo samo železa. One imajo tudi C-vitamin, če so zelene, absolutno vsebujejo C-vitamin. In imajo tudi druge, imajo minerale, imajo druge snovi. Če naberete divje rastline, recimo meni zelo pomaga, naj povem, da zadnje dni je pri meni pognal tolščak. Tolščaka nisem imela že par let na mojem vrtu. In že to je bil meni zelo tak znak, ker je očitno okolica na mene reagirala tako, da mi je dala, koprive so pognale pa tolščak. To sta tolščak v bistvu, zdaj, čakajte, če pogledamo tolščak, tega si nisem spomnila prej, recimo takole, tolščak. Recimo s tem sem si jaz, evo, slike. Tole je tolščak, tole. To tam, ko imate, recimo, a vidite, koliko je rdeč, to ima železo pa še druge stvari, ima. Tako da to vpišite, bom pa vpišite, pač tolščak celo prodajajo na tržnicah. To je za jesti, to je odlična zadeva jaz sem si s tolščakom pa koprivami recimo najbolj, pa tale kurja čevca, kako se že reče, slovensko se ne spomnim. V glavnem to jejte surovo, zraven hrane, s tem si boste železo, to jaz zdaj delam, pač to je meni zraslo zdaj zadnje dni, kar pomeni silva jej, silva jej. Ma pa rad takele, a vidite, takole, rad ima obdelano zemljo, pa tako čudno zemljo in raste povsod, kjer je tako malo bolj kamnit pa suha zemlja pa tako, tako da to je to, tolščak. Super, gremo naprej. V glavnem zraven tega morate pa C-vitamin, recimo čez tako divjo solato in pa te rastline lahko date čez limonin sok ali pa pomarančo jeste zraven recimo, oziroma zelo, zelo, zelo veliko C-vitamina, največ od vseh rastlin ima zelena paprika, ki ni še zrela. Zelena paprika, tako da to jejte zraven in to kombinacijo, zato da gre železo v kri. Ker recimo, če vi pojeste z rjavelo lopato, to je železo, ampak kaj se bo zgodilo? Ne boste mogli ne prebaviti, ne presnoviti, ne bo šlo v kri. In to nekaj približnega so te infuzije in pa tableti železni. Tako da bistveno boljše organsko železo, ki je v rastlinah. Meni je to pomagalo, ostalo mi ni pomagalo. To so pač moje izkušnje. Zdaj, lahko ga je pa tudi preveč v krvi. Jaz sem to imela zelo, zelo veliko let, in sicer od otroštva do tega, ko sem se začela vegansko prehranjevati. Do takrat sem imela preveč železa v krvi, zdaj ga imam premalo. Ampak to je moja napaka, zato ker nisem jedla, ker nisem hodila ven, ker se mi zdaj škoda časa. Nisem hodila nabirati teh rastlin in si nisem kuhala hrane, ampak sem jedla več ali manj sendviče. Sendviče sem jedla, sicer zdrave, ampak očitno mi niso dobro naredili. V glavnem, če je preveč železa v krvi, je problem potem, da ti naredi ti problem, naredi ti problem in je tudi nastane potem anemija čez časa. Zdaj recimo tole zdaj delam,
takole pridete do B12 in železa in teh stvari, recimo to je pira nakaljena. Piro jaz namočam, namakam jo v mlačni vodi, imam jo tako v pol temi in takole v krožničku, ki v taki skodelici, ki ni plastična ali pa kovinska, ne sme biti plastična ali pa kovinska, ampak keramika, če se le da, ali pa steklo. In ko začne poganjati, potem neham namakati, spiram pa 3 do 4 na dan in takole poganjam, potem to jem zraven jem. To ima B12 bakterije in pa o B12 bom drugače posebej govorila, posebej video bo. Tudi železo tole ima. Zdaj, pšenica je super tudi, ampak malo težje kali. Morate res kakovostno pšenico kupiti. Res kakovostno. Pa pira recimo je fajn. Tudi druge stvari lahko kalite, recimo. Antioksidanti so fajn, da se je, recimo lan, zeleni čaj, limon in sok, lešniki, češnje, artičoka, jagode, borovnice, rubida, rdeče grozdje, recimo, ne. Zdaj, pri železu je lahko tudi problem, da manjkajo druge kovine v telesu, ali je nečesa še preveč ali pa nečesa premalo, recimo, ne. In zdaj, na žalost se v krvnih izvidih to ne vidi, razen če greste privat v Ljubljano, plačate 300 ali več evrov in dobite komplet krvni izvid. Tisti, ki mislite, da je to okej, naredite to, se splača in vam čisto vse pregledajo, tudi minerale in vse te zadeve. Recimo, ampak če niste sigurni, pa če nimate v krvnem izvidu, baker sodeluje pri presnovi železa. Baker je zelo pomemben, če ga manjka, je problem. Zdaj, če mislite, da imate ta problem, potem jejte indijske oreščke, pistacijo, lešnike, brazilske oreščke, sezam. Sezam morate zmleti, to ne pozabiti. Bučna semena, lan morate obvezno mleti. Pšenica, soja, leča, gobe, avokado, krompir in oves, recimo, ne. So pač rastline, ki pomagajo pri tem. Za nastajanje hemoglobina, pa recimo proti osteoporozi, pa paradižnik, pa olive. Zdaj, in eno in drugo je dosti strupeno, tako da ne v velikih količinah, pa če se le da, prekuhajte. Zdaj, paradižnik ne lupiti, ker ima največ v lupini in pod njo. In pa če se da, jaz ga jem en majčken košček surovega in potem ostali paradižnik imam tako rahlo prekuhanega, kakšnih 5 do 10 minut. Da bom tudi, ko bom imela čas, bom čisto za vsako rastlino posebej vam povedala svoje izkušnje in pa tudi kaj plusi pa minusi pri vsaki rastlini, tako da sčasoma bo te moje vsebine brezplačne veliko, če pa hočete zase zdaj ta trenutek, pa me rajši pocukajte za rokav, pa vas bom obravnavala. Recimo mangan lahko primanjkuje, zato rabite žito, oreščke, rdečo peso, sojo, čičeriko, kalčke. Recimo meni rdeča pesa ni mi toliko v redu, zaradi tega, ker ima veliko sladkorja, pa mi ne paše, ker imam težave s pankreasom, a ne. Pa so banane, artičoka, avokado, temno, zelena zelenjava v listih, stročnice in regrat. Regrat je super zadeva in ga lahko jeste celo leto v bistvu. Vse leto ga lahko jeste. Samo dajte mlade listke nabirati. Potem vitamin E je kar pomemben, to so razne olja in lešniki, pšenični kalčki, bučna semena, orehi, arašidi, alge, zelenjava, beluši in pa spet regrat, a ne. Potem cink je fino imeti, zopet gobe, grah, žito, blitva, korenje, zelje, čebula, banane, bela redkev, sezam, indijski oreščki, soja, črni fižol, leča, lešnik, čičerika in pa krompir. Zdaj, v bistvu zelo pomembno je to, da jeste tisto, kar vam ustreza, kar vas povleče. Tukaj je toliko rastlin, da nekaj od tega vam bo sigurno vsakemu ustrezalo. Nekaj od tega si izberite in pa pač to jejte, lahko menjate in
preizkušate. Vam pa zelo, zelo priporočam, da si zapisujete rezultate. Kaj jeste, kdaj, koliko in kakšni so rezultati. Zdaj tole bomo preskočili. Tole tudi, to bomo drugič, bom povedala, zakaj gre. Zdaj, tole bi še rada povedala, recimo, kar je mononukleoza lahko težava in pa tudi jaz sem videla v svojem izvidu, da imam nekatere celice premajhne, a ne, pač gospod, recimo, na katerega izvid smo naredili tole, kar zdajle govorimo, je imel pa prevelike, ravno obratno, kaj jaz to, ne. Zdaj, celice morajo biti ravno prav velike, na izvidu to piše, od koliko do koliko so celice normalno velike, in če so premajhne, ni v redu, tako kot pri meni, in če so prevelike, ni v redu, tako kot pri gospodu, ki smo ga obravnavali, ne. Zdaj, lahko se dobro počutiš, tako kot se jaz, a ne, in nič ni narobe, ampak vseeno to, če so celice premajhne, to je narobe, to je alarm, to dolgoročno pride do zapletov, a ne. Zdaj, če povem laično, celice v bistvu lahko se stiskajo ali pa razširijo iz različnih vzrokov in pogojev, ki so, a ne, predvsem je to prehrana in pa tudi način življenja, ki ga človek ima. In zdaj, lahko pa povzroči to težave pri prekrvavitvi telesa, potem ali je prenizek, previsok, recimo pritisk krvni, a ne. In še druge težave so lahko, a ne. Zdaj, čim se uredijo te zadeve, ki smo šli danes skozi, B12 pa kri, recimo železo in te stvari, če se to uredi, se potem uredijo absolutno tudi jetra, ledvica, prebava in te celice morajo postati normalne, če ne, potem je treba gledati krvni izvid, kaj je narobe, je lahko tudi problem kakšna zdravila. So lahko problem kakšna zdravila, ali pa bolezen, a ne. Zdaj, bolezen pa običajno težko jo odkriješ sam na pamet, ampak je treba iti v laboratorij k zdravniku, preiskave, in pač zato sem jaz šla na vse preiskave, ki so me poslali, in da dobim tudi diagnozo, če jo postavijo, eni, ke 10 let nazaj mi jo sploh niso postavili. Kri je bila popolnoma narobe, ampak kaj je pa z mano, pa nihče ni vedel, a ne. In v bistvu mi je to diagnozo potem postavil biolog, ki je rekel, da imam preveč nefunkcionalnih tkiv. Kaj to pomeni? To pomeni, preveč sem imela špeha, celulita in pa odvečne vode, ki pa je nastajala to vse je nastalo zaradi napačne prehrane. Zaradi tega, ker sem bila podhranjena. Jaz sem bila, ne vem, 86 kilogramov, zdaj me poglejte, kakšna sem, to je bistvena razlika, to je pol manj, v bistvu, kakor takrat. In pa še nisem visoka, 160, in v glavnem sem morala na tem začeti delati, on me je takrat učil in to so bili moji prvi koraki, v bistvu. Prvi koraki, potem me je pa v roke prijela še farmacevtka in to so bili po moje prvi res znanstveni koraki, v bistvu, da sem začela kombinirati starodavna znanja in pa tudi znanost, moderno znanost. Moderna znanost kapa dol, v bistvu super je, da znajo vse te stvari narediti, veliko stvari še ne znajo, ampak se razvija. Vse se razvija naprej, tudi po mojem mišljenju bojo zdravniki zelo hitro prišli do teh rezultatov, kakor prihajam pač jaz, a ne. Ko bojo začeli delati na tak način, je moje osebno mišljenje, da bodo izjemno uspešni. Izjemno uspešni in hvala bogu za njihovo znanje in se tudi javno zahvaljujem obema zdravnicama, ki sta se zdajle prav res zavzeli za mene in poskušata narediti največ, kar lahko zame, in sta na žalost razočarani, ker nisem sprejela obeh infuzij.
Bomo pa videli. Skupaj vas pozivam, da me spremljate, da lajkate, če vam je všeč ta moj video, da delite z drugimi ljudmi, če si lahko s čimorkoli ljudje pomagajo, sploh tisti, recimo, ki so odpisani od medicine, da se probajo vsaj sami pomagati, da vsaj preizkusijo, vsaj poskusiti je treba, ne vršiti puško v koruzo. Tako da, ja, življenje je sestavljeno v bistvu iz različnih stvari in predvsem mene ni več strah, ni me strah zaradi tega, ker imam veliko znanja že za sabo in si lahko pomagam. Lahko si pomagam sama in tudi, če bi recimo zdajle bila nekje na nekem področju, kjer ni krvnih raziskav, ne zdravnikov in to bi pač sama morala ukrepati, ker sem ugotovila, da nekaj tudi sama sem ugotovila, zato sem pa šla čim prej v bistvu na krvni pregled, ampak me predvsem, da ne ugibam preveč, je pač krvni izvid to potrdil, evo, tako da tlele, se videli se ne bo, tudi glavno imam poln teh papirjev in mnenja zdravnikov in pa moj podpis je gor, da sem se sama odločila, kakor sem se odločila. Torej, če želite pa, da z mano osebno delati, pač jaz kot coach se ukvarjam z ljudmi, ki imajo težave s prehrano in ki imajo težave z zdravjem, da jim pomaga in pa pač z življenjem nasploh, tudi če imate težave v osebnem življenju ali pa poslovnem, da vam pomagam priti do tega, da zaživite neko normalno in kakovostno življenje. Je pa tako, da najprej vam povem pogoje, pod katerimi pogoji, v bistvu, ker je treba spremeniti lifestyle in pa prehrano, to je treba spremeniti. Če se s tem strinjate, potem gremo lahko naprej, če ne, v bistvu imate tudi druge poti. Hvala za pozornost, lahko se naročite na moje videe, pač ti zvonček spodaj, kliknite in boste vedno imeli pač sveže moje nove videe. Lahko mi postavljate vprašanja, lahko v chatu, lahko na mojih socialih v bistvu, in če želite podpreti moj kanal, moj trud in moje delo, ki ni plačano zaenkrat, kar vam povem, to pač je moja dobra volja, ker želim, da ljudje, škoda se mi zdi, pač to znanje za sebe imeti samo za sebe. Zakaj ne bi pomagala ljudem, če lahko, ker mi je to res v interesu, ker bi si rada bi videla, da bi bila naša družba zelo zdrava, mentalno in fizično. In tudi moja zelo velika želja je, da bi imeli, če ste kakšni meceni, ki poslušate, donatorji ali pa vlagatelji, moja zelo velika želja je, da bi imeli lasten laboratorij, lasten studio, da bi vse skupaj sami spremljali in kri in vse, da bi tudi lahko pomagali ljudem, ki bi prišli, in pa da bi to vse lahko dokumentirali, pisali, snemali z neko pač malo bolj profesionalno opremo. Hvala za enkrat, lep dan in se vidimo pa v naslednjem videu, ko bo o B12 in pa kripto tudi spremljajte, pa finance. Lep dan, nasvidenje.